Dragi člani Društva za srečno življenje Beliš, danes pa imam tremo. Običajno je nimam. Zato, ker je pred menoj tema, ki jo tudi jaz potrebujem 100% razumeti, živeti in jo tudi deliti naprej. Zato si iskreno želim, da bi teh nekaj minut bila toliko navdihnjena, da bom govorila tisto, kar je resnica in kar nas bo vse navdihnilo, da bomo spoznali tisto resnico, zaradi katere je tudi Gospod Jezus prišel na to zemljo. Z namenom, s ciljem, z misijo, da bo premagal smrt in vrnil večno življenje v telesu. Ko poslušam določene pridige in govorijo, vsi bomo umrli, po smrti pa bomo živeli, me vedno na en način zbode pri srcu, ker to je laž, velika laž. Jezus ni prišel zato, da bomo mi še naprej umirali. Jezus ni trpel na križu zato, da bi mi umrli. Prišel je zato, da bi smrt spremenili v večno življenje. Kaj je v bistvu smrt? Kdaj je nastopila smrt? Nam je Bog položil v naše srce in našo dušo smrt? Ne. Bog je Bog življenja, Bog živih. Bog ni Bog mrtvih. Kdaj ljudje umirajo? In kdaj ljudje zaspijo? In kdaj se lahko iz trohljivosti spremenijo v netrohljivost? To pa je svobodna volja vsakega izmed nas. In odvisno je od naše vere. Ti prazniki so se na en način, na žalost, izrodili. Ljudje kupujemo jajčka, jih barvamo, ribamo hren, mame in babice pečejo potice, družine se srečujejo, objemajo. Imamo 2 dneva prosti od dela in vendar ni to bistvo tega praznika. Bistvo tega praznika je bistveno večje. In ga je treba začutiti, sprejeti in verovati, kaj je bil namen prihoda Jezusa na to zemljo. Moramo vedeti, da v Stari zavezi je bilo ogromno vojn, ogromno hudih stvari. Zelo težko prebiram to zgodovino Stare zaveze, res težko. Vendar v Stari zavezi so preroki napovedovali, da bo na zemljo se rodil odrešenik, ki bo premagal smrt, ki bo popeljal ljudi v mir, v raj, ki bo odprl vrata za številne blagoslove. In dolgo so čakali, da se izpolnijo te prerokbe. Veliko ljudi je obupalo, ker čas pri Bogu je drugačen kot zemeljski čas. In težko je napovedati čas. Zelo težko. Vendar je bilo napovedano znamenje. Tisto znamenje, ki bo ljudem, ki so vedeli in čakali na rojstvo Kristusa, dalo vedeti, da se je odrešenik rodil na tej zemlji, ker je bila smrt, ker so ljudje umirali, se vojskovali, ker je bilo ogromno bolezni, ogromno neznanja,
res veliko krutih zadev. In to znamenje je bilo, da ko se je Jezus rodil, ni bilo noči. Si predstavljate, da bi sedaj imeli 3 dni samo dan, brez noči. Takrat, ko se je Jezus rodil na tej zemlji, ni bilo noči. Pastirci so bili obveščeni, da se je v Betlehemu rodil odrešenik, da ga grejo lahko pozdraviti. 3 modri z vzhoda so po severnici spoznali čas, da se je rodil na zemljo odrešenik, ki bo premagal smrt, ker smrt je nagrada za greh. Smrt je odsotnost povezanosti z Bogom. In prišli so modri z vzhoda se pokloniti Jezusu, ki se je rodil skromno v jaslicah. V tišini, v miru. In vedeli so, da je rojen odrešenik. Modri z vzhoda, kralji, so se prišli pokloniti otroku, ki se je komaj rodil. Tudi pastirji so se mu poklonili. Kako so vedeli pastirji? Ko so čuvali ovce, so se jim prikazali angeli, ki so jim rekli, ne bojte se, pojdite v Betlehem, rodil se vam je odrešenik. To je bil res velik, velik dogodek. Otrok je rasel. Poznaval je farizeje, tedanjo duhovščino. Učil jih je že kot otrok. In vedel je, kaj je njegova misija. Vedel je. Zato je prišel na zemljo. Veliko je molil. Tudi zahteval je od bratranca Janeza Krstnika, da ga je krstil. Čeprav se je Janez sprva branil. Kaj bom jaz tebi krstil, se ti ne sežem niti do gležnjev. In vendar je Jezus bil ponižen. Ko je rekel, pisano je. Pisano je. Tudi jaz, kot Božji sin, se moram krstiti, ker imel je zemeljsko telo. Imel je očetovega duha, ker se je rodil v moči svetega duha. Znal je očetovo voljo. In ko se je krstil, je sveti duh kot vidno znamenje obdal Jezusa. Ljudje so to videli. V svojem krstu je odšel v puščavo, zato da se je pripravil na svojo misijo. V puščavi je imel tudi teste, vendar je poznal Božjo voljo. In vsak test je odvrnil od sebe. Z besedo pisano je. Pisano je. Poznal je Sveto pismo. Poznal je voljo svojega očeta. In jo tudi izpolnjeval. Prvi čudež je naredil na poroki, ko je vodo spremenil v vino. Ozdravljal je slepe.
Gobovce je očistil. Ljudje so spoznavali, da je res Mesija. In on je napovedal, da ga bodo križali in da bo tretji dan vstal od mrtvih. Kot prvi na zemlji, z zemeljskim telesom. To je bila njegova misija. Ko tisto noč čakal, da ga pridejo iskat, je molil, krvavi pot je potil. In vendar ni zbežal. Svojo misijo je želel dokončati. Tisto misijo, zaradi česar je prišel na to zemljo. In ljudje mislijo, da je križanje bistveno. Pa ni. Zaradi križanja nismo odrešeni. Križanje je povzročilo bolečine Jezusu. Telesne bolečine. Krvavo. Križanje je bilo. Boleče. Mama je jokala pod križem. Učenci so bili prestrašeni. Samo križanje je samo pokazalo greh človeštva, nemoč človeštva, zlobo človeštva. 3 leta je delal samo dobre stvari. Obujal je mrtve, blagoslavljal, učil, bil popolnoma brez greha. In vendar so ga križali. Zavist duhovščine, strah duhovščine, da bo izgubili svoje tempelsko delo. Nerazumevanje. Greh človeštva ga je križalo. In vendar je Jezus učel. Prostovoljno. Na križ. Vedel je, da ga bojo mučili. Vendar je vedel nekaj. Da ga bo oče obudil tretji dan. Imel je 100% vero, da ga bo oče, ki mu je dal življenje, ki ga je poslal na zemljo, tudi obudil tretji dan. 100% vero je imel. Preden je fizično zapustil zemeljsko telo, je vedel, da bo imel stajenje. Od mrtvih, fizično mrtvih. Imate vi, dragi člani društva Beli za srečno življenje, že sedaj vero, da boste živeli, da imate pravico živeti, da je narejena pot, ki jo nam je Gospod Jezus s svojim trpljenjem na križu, s krvjo in bolečino odprl. Nebo je odprto za vse nas. Mi smo se odločili za življenje. Za življenje. Ki ne verjamemo več v smrt. Ker smrt je bila odpravljena tretji dan, ko je Jezus vstal od mrtvih. To je vesela novica. Jezus je vseh teh 2000 let živ, več ni na križu. Bil je na križu samo 3 ure. V Hadesu je bil 3 dni. In tudi v Hadesu ni bil mrtev. V Hades je prišel zato, ker je fizično, dejansko zapustil fizično življenje in kot človek, kot zemljan je prišel v isto
področje kot vsi ostali, ki so do njega tudi umirali. Veliko ljudi je do njegove smrti, v narekovaju smrti fizične, umrlo v veri v smrt. In te ljudje so res umrli. Bilo pa je tudi veliko ljudi, ki so zaspali, ne umrli, zaspali v veri v vstajenje. Tako bo na zemljo prišel odrešenik, Božji sin, popolna ljubezen, da jih bo obudil od mrtvih, od spanja, da bodo imeli duhovno vstajenje. In tiste 3 dni se je to dogajalo. Grobovi so se res odpirali. In bilo je prvo vstajenje. Ampak samo tistih ljudi, ki so zaspali v veri v vstajenje. In videli so tisti, ki so videli. In bili so presenečeni. To še ni bilo telesno vstajenje. To je bilo prvo vstajenje vseh tistih, ki so do Jezusovega križanja zaspali v veri, da jih bo Bog obudil ob tistem času, ki ga je Bog določil. Veliko ljudi tega ne razume. Pomena tega križanja. Ne odrešuje nas bolečina, ne odrešuje nas trpljenje, ne revščina. Ne. Odrešuje nas vera, ki jo je Jezus imel in v njej govoril, da ga bo Oče obudil 3. dan. In to v telesu. In Jezus je imel vstajenje v telesu. V telesu, ki ni fizično. To je netrohljivo telo. Jezus je vstal v nesmrtnem telesu in je še vedno živ. To, da ga vi ne vidite, da ga jaz ne vidim, to je zaradi naših oči zemeljskih. Zaradi naše duše, ki še ni 100% očiščena od vseh zmot in zablod tega sveta. In vendar imamo vsi obljubo, da ga bomo videli ponovno. Da ga bomo gledali iz oči v oči. Ne bomo ga vsi videli. Videli ga bomo samo tisti, ki bomo v to verjeli in bomo dovolili, da greh v nas umre. Da bo lahko Bog v nas svojo milostjo in svojim svetim duhom živel. Zato smrt nikogar ne bo odrešila. Smrt ne odrešuje. Smrt je nagrada za greh, za nevero. Vera v življenje, vera v vstajenje. To odrešuje. In upam in verjamem, da boste odprti za resnico. Da ne boste praznovali križanja. V četrtek so Jezusa v narekovaju po svetu ponovno na en način odpeljali na sodišče. Včeraj v petek so ga križali. Danes je v Hadesu. Jutri pa je Bogu hvala velikonočno jutro, nedeljsko jutro, vstajenje. In ljudje bodo nenadoma vsi srečni in polni ljubezni in radosti. In še ponedeljek se bomo veselili, potem pa bomo ponovno zapadli v zamere, v jeze, v sodbe. In čakali Božič, ko se bo Jezus rodil. In potem spet bomo čakali, da ga bomo križali
in potem bomo čakali, da bo vstal od mrtvih in tako leto za letom. Resnica pa je ta, da je z Jezusom prišlo novo življenje na zemljo. Odrešenje, vstajenje, radost, sreča, zdravje. Nebo je odprto za milosti. In kdorkoli to sprejema, to resnico, se posvečuje. Ker naša telesa se posvečujejo do popolne svetosti. Smo Božji otroci. Samo to je treba sprejeti. Nismo nevredniki, nismo grešniki. Smo otroci najvišjega Boga, ki je Jezusa obudil tretji dan. In ki obuja vse tiste, ki so ubiti zaradi zlobe določenih ljudi. Koliko je bilo v zgodovini Božjih otrok ubitih, ker so oznanjali to resnico, veselo vest. Koliko je bilo križanj. Koliko otrok in mater je žal na krut način zapustilo fizično življenje. To ve zgodovina. In vendar se ima možnost vsak pokesati za vsako svojo zmoto. Tudi tisti, ki so ubijali, ali iz nevednosti, ali po ukazu, ali zaradi sistema, lahko se odločijo za resnico, za življenje, da bojo raje darovali ljubezen, da bojo raje verjeli v življenje kot v smrt, ki ne bodo čakali smrti, ampak vstajenje v večno lepo zdravo telo. In to niso sanje. Naše telo ima moč samozdravljanja. Jezus je to na zemlji pokazal, ko je v sekundi ozdravil slepca. Talito je obudil od mrtvih. Lazarja, ki že 3 dni dobesedno trohnel, je poklical iz groba. Ne pokupujte svojih domačih. Ne verujte v smrt. Izročajte jih Bogu. In verujte, da je nekdo nad nami, ki obuja mrtve, ne mi. Nekdo je nad nami, Oče stvarnik, Oče nebes. On je obudil Jezusa in obudil bo vse nas, ki smo sprejeli življenje za našo pot. Ki smo sprejeli brezpogojno ljubezen za našo pot. 9. člen, 1. alineja statuta pravi: brezpogojna ljubezen. Brezpogojna ljubezen je brezpogojna ljubezen. In tisti, ki smo res člani društva Beli s srcem, vemo, da je to pot. Ta pot, prava pot, edina pot za raj v našem življenju, za mir v našem življenju, za zdravje v našem življenju, za lepe medsebojne odnose. Vsaka zamera, vsaka sodba, vsaka jeza, vsak strah nas pelje stran od radosti in življenja. In vendar je brezpogojna ljubezen zastonski dar iz neba, tako kot zrak, tako kot sonce, tako kot voda, kot zemlja, po kateri hodimo. In imamo svobodno voljo, da bomo v teh dnevih resnično hvaležni Gospodu Jezusu, ki nam je odprl vrata za številne blagoslove, ki jih dobivamo direktno iz neba, od našega Očeta stvarnika, nebes in zemlje, vseh vidnih in nevidnih stvari. Da se bomo v srcu pokasali
če smo kogarkoli nehote užalili, prizadeli, ignorirali, se ločili v zameri, jezi od njega ali ga kakorkoli oškodovali, ga ranili, mogoče nehote med vojno celo ubili kot sovražnika. Vse matere, ki smo nehote ali kakorkoli iz nevednosti se bale roditi otroke zaradi strahu ali česarkoli. Vse to so rane, ki jih lahko predamo brezpogojni ljubezni. In brezpogojna ljubezen je voda življenja, ki to očisti in spremeni v ljubezen. Brez te milosti ta zemlja se ne bo spremenila v raj. Brez blagoslavljanja naših sovražnikov, neprijateljev, ubijalcev, ne bomo dosegli sprave med nebom in zemljo in ne bo raja na zemlji. In zelo je pomembno, da sprejmemo to veselo novico, da je Jezus premagal smrt in da je odprl vrata v večno življenje v telesu. In vsi tisti, ki v tem trenutku še niso dokončali posvetitve v telesu, naj zaspijo v veri vstajenje, naj ne verjamajo v smrt, ker smrt je nagrada za greh. Vera v vstajenje pa prinaša številne blagoslove, zdaj, jutri, pojutrišnjem, do tistega časa, ki ga imamo vsi na razpolago. Zdaj smo v času milosti, zdaj smo v času, ko spoznavamo resnico. In samo resnica nas osvobaja. Ne smrt, ne križanje, ne bolečine, ampak resnica. In želim vam, da v teh lepih dnevih, ki so pred nami, da res živite radostno in srečno življenje in naj to traja ves čas. Ne dovolite si, da vas bo sistem potegnil v križanje, v smrt, v trpljenje, ampak radujte se, veselite se, če ste člani Društva za srečno življenje in lahko smo srečni vsak dan in živimo to srečo in si jo darujmo. To bi bilo danes od mene. Hvala lepa za vašo pozornost.